Premier Robert Golob je v ponedeljek prvič okusil eno od radosti nove službe in to je odgovarjanje poslancev v državnem zboru. Četudi je v tej disciplini čisti začetnik, je opozicija udarila na polno. Želim samo še enkrat odgovor na jasna vprašanja. Ali ste to mesto, lahko rekel prestižno mesto v veleposlaniku v Združenih državah Amerike, je to del vezane vaše politične trgovine? Jaz ne vem, kako najbolj jasno povem to, kar sem že prej povedal, da je taka trditev povezana z Marto Kos čista laž ali pa insinuacija. Nobenih dogovorov, še huje. O tem nisem niti razmišljal, ne jaz, ne kdorkoli v Svobodi. Nikoli. Jaz mu verjamem, ker gospa Kos je odpotovala v Švico, ne pa v ZDA. Razen, če bo Washington letela preko Züricha. Verjamem pa tudi, da o tem ni razmišljal, ker se mi zdi, da predsednik vlade še o marsičem drugem ni razmišljal. Ampak to je bil samo uvod. V torek so se namreč pred parlamentom zbrali protestniki, ki jih je vodil nihče drug kot Aleš Primc. A nismo njega že najmanj 2 let ne videli. Verjetno gospod Primc ne mara kolesariti, ne vem. Kakorkoli, ko se pojavi, vemo, za otroke gre. In kaj ga skrbi tokrat? Se pravi, to določilo v resnici pomeni svobodno trgovino z otroki. S temi spremembami družinskega zakonika otroci postajajo trgovsko blago. Dobro, gospoda Primca razumem, res ne bilo lepo, da otroci postanejo trgovsko blago, ampak po drugi strani, kdo bi v času podivjanih cen in vse splošne draginje namesto zimnice in kurilnega olja sploh hotel kupiti otroka? Kako dolgo otrok sploh gori? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.